pater Toni Brinjevc, srečala sva se na Ptujski gori, kjer se nahaja pomembno romarsko središče in bazilika Marije Zavetnice. Pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem seveda. Bazilika Marije Zavetnice velja za enega vrhov poznogotskega sobarstva pri nas. Slovenija sicer kar izstopa po številu cerkva posvečenih Mariji, če se ne motim. Res je, ogromno Marijinih svetišč in Marijinih cerkva. Res pa je, da velja Ptujska gora kot en tak biser te mehke oziroma pozne gotike. To pa drži. Frances Telej je nekoč zapisal, da so Haloze eden najbolj posebnih delov naše domovine. Po svoje tako čuden, a hkrati čudovit svet, piše, med griče se zajeda mreža dolin, ki so nekam neprijazne, senčne in vlažne, zato pa človeka tam bolj mikajo pogledi od tod na vrhove, ki se kopljajo v soncu. In res, če je le sreča z vremenom, nas tukaj na Ptujski gori namreč pričaka res čudovita panorama. Kamniške Alpe, Dravsko polje, Pohorje, Slovenske gorice, Maribor, bližnji Ptuj, pa tudi več cerkva se vidi. Ja, res je. Čudovit razgled. Zdaj smo tukaj, da si malo poslušalci predstavljajo, smo na bolj južni strani, kjer je krasen razgled na svetega Janža, oziroma na Janža, to je naša podružnica, ki leži v enem, oziroma ki stoji na enem vrhov Halos, in tukaj se vidijo res ene take haloške gorice, če jim lahko tako rečemo. In podržalo, res so to take bolj ozke, bolj take vlažne doline, ko pa pogled res dviguje. Zato je tudi Ptujska gora tako atraktivna. Pravijo, da je na obrobju Halos, se pravi, da je začetek teh Halos, in ko prihajaš iz tega Dravskega polja, enostavno te povleče na Ptujsko goro. Je na tem gričku oziroma na tem hribu kot ena taka gotski biser, ki kar privabi. Zato imamo veliko romarjev, takih tudi turističnih, ki pridejo samo gor ali se gre samo okrog bazilike, ker je krasen razgled tukaj. In je fajn, Tako da, je pa res, da je naša Ptujska gora kot ena trdnjava, bila, oziroma še je, ker so takrat začeli, ko je nastajala oziroma ko je začela delovati, so bili turški upadi in so naredili visoko obzidje, ki pa so ga v 18. stoletju znižali, tako da je res čudovit razgled. In ker so že omenjala vreme, slabo vreme je cerkev nekajkrat celo rešilo pred turškimi napadi. Zaradi slabe vidljivosti so jo enostavno zgrešili, Od tod tudi še eno ime, Črna gora? Črna gora, res je. In sicer Črna gora se je uveljavilo celo do takrat, ko se je potem prav uradno preimenovalo v Ptujsko goro, to je 1937 leta. Jaz sem bil prej župnik v Prekmurju, v Turnišču, in tam so starejši ljudje, ki so stari, blizu 90 ali pa čez 90, rekli, vi greste pa na Črno goro. Tako da tam v Prekmurju se še vedno uveljavil še je znan ta izraz Črna gora. Namreč pravijo, da je Marija uvila v črn oblak baziliko, da niso videli Turki in so šli mimo. To, da rečeva bazilika, ni samo po sebi umevno, kajti cerkev na Ptujski gori je bila za baziliko razglašena leta 2009. Tako. To je natanko eno leto pred 600. obletnico njenega nastanka, Tako. Slovesnost je bila pa potem prav ob 600-letnici, ko je bilo dokončani tudi stopnišče, nove klopi, tudi prenova prezbiterija, tako da je bilo kar več teh posegov, in tudi zaživela je romarska hiša, kjer je velika dvorana za predstavitveni film in tudi imamo 4 sobe za prespad, se pravi za romarje. Predvsem damo prednost peš romarjev, ki tukaj pridejo in potem tudi grejo naprej. Aha. Če kdo ne ve, papež je razglasil, za baziliko. Tako, papež razglasi. Mora biti točno določeni pogoji, to je kar dolg proces, da je tako imenovana bazilika minor. Ni samo po sebi umevno tudi to, da imate tako lepo urejeno, že ko človek pride, je res krasno in tudi tukaj okoli cerkve pokošeno, skratka, en zgled. Ja, res je. Ja, to, kar se mi zdi, da je ta vtis tudi pomemben, tudi ta zunanjost. Letos smo naredili nove klopi okrog bazilike, so čist sveže in tudi pred 2 dnevoma sem pokusil, zato je tako lepo. Aha, kar sami? Ja, kar sami. Torej, nekateri mislijo, da je Ptujska gora res samo gora,
Ampak Ptujska Gora je tudi naselje, ne? Zato se tudi zapiše oboje z veliko. Kako je to? Povejva nekaj o tem, kje je naselje, kje je ta hrib in cerkev, za tiste, ki ne vejo. No, zanimivo je, da Ptujska Gora tukaj ni bilo nobenega znamenja prej. Je čisto na novo postavljena ustanova, je tipično plemiška ustanova, se pravi, da so največ gradili, največ darovali denarja, se pravi plemiči. Tu imamo vurberške gospode oziroma ptujske in pa grofje celjski. In zato se tudi v začetku imenuje Nova Štifta, se pravi nova ustanova. Ne? In okrog te nove ustanove se pa začnejo zbirati določene hišce, ne? In tako da dobi Ptujska Gora že kar zgodaj, mislim, da 1437 tam nekje, oziroma majčkeno kasneje, 1447 tam nekje dobi že trške pravice, se pravi pravico do sejma, pravico do sodnika, zato še je danes obhranjen pranger, se pravi sramotilni steber, in tako se potem začne to razvijati in so bili močni sejmi, močno romarsko središče in zato so prihajali ljudje. Res pa je, da v času vojne in po vojni se pa to majčkeno razpusti. Izseljevanje je bilo kar nekaj, tako da je kar nekaj družin takih pomembnih bilo odstranjenih iz Ptujske Gore in tako potem je Ptujska Gora kot naselje majčkeno bolj osramočeno, kar se mi zdi pa, da se še vedno pozna. No. Je pa tukaj teh par hiš in potem seveda par vasi, naselij, tukaj niso take strnjene vasi, ampak so posamezne hiše, ki so pa razporejene po teh haloških gričkih. Marijina cerkev zaradi svoje romarske narave ni bila ravno primerna, da bi imela pridruženo pokopališče. To vlogo je prevzela cerkev svetega Lenarta, ne, na Ptujski Gori. Ja, zdaj jo lepo vidimo. Po vojni je bila bazilika, ki jo zdaj imenujemo bazilika, ta večja cerkev romarska, je bila kar nekaj časa strani oblasti zaprta. Kar 6 let in takrat je funkcijo romarske cerkve in funkcijo župnijske cerkve prevzela ravno cerkev svetega Lenarta, okrog katerega pa je zdaj pokopališče in je streljaj daleč od tukaj. Vendar naj bi se v zgodovini zgodili tudi pokopi okoli Marijine cerkve, ne? O tem pa mogoče majčkeno premalo vem. Je pa res, da verjetno so bili kakšne stvari, kakšni pokopi. Dejstvo pa je, da je v 17. stoletju nastala kapela svetega Frančiška, ki je bila prizidana k temu gotskemu biseru. Noter pod to kapelo, stransko kapelo, ki je bila prizidana, pa je grobnica, kjer pa se vidijo še okostja in ostale stvari, ki je. Ni odprta za javnost, je tako, ampak je pa dejstvo, da so noter še okostja in te stvari. Preden greva v cerkev, šilasta okna so znak gotike, ne, ko to vidiš, veš, ne, seveda je to tak preprosto označevalec, ampak nekaj pa le pove, ne, kaj lahko poveva o arhitekturi te cerkve, no? To je res lepa arhitektura, ne, gre iz te praške šole, sem prihajajo arhitekti, seveda, tipična gotika, se pravi visoko, vitko, ušilasto, rebrasti oboki, šilasta okna, visoka okna, stebri, zelo lepi, snopničasti stebri, ki so zelo vitki, ki držijo vso streho, in pa seveda tele oboki zunaj, ne, ki jih zdaj čudovito opazujemo, so kot eni prsti, ki nekako držijo skupaj baziliko navzven, ne, objemajo baziliko in jo tako nekako kar povzdigujejo. No. Seveda pa služijo s tem, da bazilika ne razpade. Ne. In če se zdaj premakneva proti vhodu, Marija Zavetnica, po kateri je ta cerkev tako poznana, ta relief je bil najprej na vhodu, ne? Ja, tako pravijo. Čeprav jaz sem že kar mal, nisem čisto ziher, ne? Zato, ker se mi zdi, da je tisti relief tam v prezbiteriju majčkeno večji kot ta stvar. Ampak ja, dejstva govorijo o tem v prid, se pravi, da je bila ta podoba Marija Zavetnice s plaščem najprej na vhodnih vratih, potem pa se prestavi v samo oltar in v samo baziliko. Zanimivo je še, da ko prideš na Ptujsko Goro, dejansko pročelje in pa zvonik sploh nista nič kaj posebnega.
Niti ne bi rekel, da to je kakšna visoka gotika. Namreč sam zvonik in pročelje je bilo porušeno. Verjetno nekateri pravijo, neke slike obstanejo, da je to bila zaradi strele, ampak po vsej verjetnosti zaradi statike je bilo porušeno tudi pročelje skupaj z zvonikom. In to je zelo škoda, obstaja neka rekonstrukcija umetnostnih zgodovinar, čudovita stvar. In je res prav škoda, da ni več tega. Ne? Tu zvonik Turan je bil veliko višji in pa zelo lepo ukrašeno pročelje z seveda kamnitimi stvarmi. Ko človek stopi v baziliko na Ptujski gori, ga najprej prečaka tako, da je nalopane. In včasih so res znali zgraditi cerkve. Se pravi, kot človek, da ne padeš kar direkt v to veliko dvorano, če je tako lahko rečem, v ta velik liturgičen prostor, ampak da se malo ustaviš. Ne, zato so tukaj stebri, zato je tu kot ena taka predprostor, da človek odloži, ne vem, dežnik, in odloži tudi tiste skrbi, ki nekako ne spadajo v ta sakralni prostor. No, tukaj na začetku bi najprej izpostavil, da je ta bazilika izgrajena z kamna in da so to klesali kamen, te kamnoseki, ki so se podpisovali. Zato že kar tukaj vidimo kamnoseška znamenja, ki so zdaj preko umetnostnih zgodovinarjev in teh, ki so pač obnavljali, lepo zaznačena z rdečo, da si ja vidijo. Mečkan manj kot 200 kamnoseških znamenj je tukaj, ki pa se ponavljajo tako v Pragi preko Avstrije, na kakšnih mostovih, cerkvah. Zgleda, da so pač tam, kjer je bilo delo, so kamnoseki prišli in klesali kamen, ne? Sekali kamen, če tako rečemo. Zato je to tako. Takoj, ko stopimo po baziliko, na desno stran vidimo lepe freske, tudi iz 1400, se pravi gotske freske, ki pa so zelo lepo ohranjene. Po moje zaradi tega, ker je to bila od prvotno križeva kapela, se imenuje. Ne? In imamo na sredini križanje, potem desno Getsemani, se pravi Jezus moli pred tem, kar se bomo zgodilo in učenci spijo, na drugi strani pa že vidimo lepo podobo, čist tipično srednjeveško upodobitev vstajenja. Ne? Jezus premaga grob, spodaj je znamenit Pieta, potem še imamo svetega Krištofa, svetega Andreja in pa sveto Katarino ter sveto Dorotejo. Tukaj na teh freskah je tudi upodobljen prvi kaplan, ne, ker Ptujska gora, zanimivo, od začetka ni imela svojega župnika, ker ni bila župnija, je spadala pod sveti Lovrenc in tukaj je potem tisti kaplan, prvi kaplan Nikolaj, ki se je dal tudi upodobiti na tej freski. Je pa zanimivo, ne? Obrisi risbe so lepo vidne, hkrati se pa kot bi se raztapljale skozi čas, ne? Na neki način. Ja, res je. No, na drugi strani pa še par stvari, recimo imamo tukaj Nikolajevo zgodbo, svetega Nikolaja oziroma Miklavža, pa zanimivo je tudi to, da je že takrat bil upodoben sveti Frančišek, ki prejema rane na Laverni, tega imamo tudi tukaj, in pa sveti Ahac. Ahac je manj poznan svetnik, ne? Je pa bil zavetnik proti turškim upadom, zato tukaj zelo na mestu. Zdaj, ko zapuščamo ta predprostor, ne, se nam pa lepo odpre velik prostor, tako kot so že prerekla, tipično gotska arhitektura, snopničasti stebri, visoka okna, visok strop, ne, zelo lepi te rebrasti oboki, ki pa se na Ptujski gori lepo razporedijo, mrežasto razporedijo, se ne združujejo v konzuli, razen v presbiteriju, v apsidi, ampak tukaj pa se že lepo razporedijo. In seveda pompozna velika gotska okna in pa seveda najprej bi se ustavila pri kiparstvu. Namreč, zakaj pravimo, da je Ptujska gora biser gotike? Zaradi arhitekture, kiparstva in pa slikarstva. Ne. Zdaj prvi nas kot gotski biser pozdravi sveti Jakob, ne, sveti Jakob, ki pri nas nima roke, ker so bili turški upadi, je taka
tipičen predstavnik tako imenovane mehke gotike, visoke gotike nekateri imenujejo, ko že gotika majčkeno pojenjuje oziroma doseže svoj vrh. Namreč ta mehka gotika ima značilnosti v podrobnostih, zelo lepe padajoče gube, potem pa telo svetnika rahli v obliki črke S ter pokrčeno desno koleno. To so take značilnosti te tako imenovane mehke gotike in v tem stilu je tudi Marija, zavetnica s plaščem, prav tako vidimo raho S, pokrčeno desno koleno, zelo lepo padajoče gube, okrogel obraz, visoko čelo, se pravi neke take znaki lepote. Zanimivo je, da tale naš Jakob, apostol Jakob, gre za Jakoba starejšega, apostol, ki ima v roki knjigo, tudi če je kakšna pomembna razstava gotskih umetnin v Evropi, ga pridajo iskat in ga pelajo. Tako da je že bil ta zadnji v Kölnu, tudi v Parizu je že bil, za razliko od mene, ker še nisem bil v Parizu. Potem, če greva se kar sprehodva naprej, po gotskih stvareh tukaj imamo znamenit kamnit oltar, namreč gotika postavlja kipe in svetnike v prostor, zato zgleda kot ena tridelna omara. Medtem ko barok, ki je vse bohoti, postavlja kar tam pa tam kakšne kipe. Gotika pa le želi ustvariti en prostor, v katerega postavi določen kip, določeno umetnino. In tukaj stojiva zdaj pred oltarjem, jaz pravim Marija druga Eva, to pa zato, ker v eni roki drži jabolko, v drugi pa Jezusa. In jabolko nas takoj popelje do Eve. Pravijo, da je Marija druga Eva. Po Evi je prišlo prekletstvo, po Mariji pride odrešenje. Zato je takšna. Marija sedi tukaj in je prav tako rahlo S oblika, značilni gotski obraz, se pravi okrogel obraz, visoko čelo. Zraven še sveta Katarina Aleksandrijska in pa apostol Andrej. Če greva naprej po teh gotskih oltarjih, prideva do oltarja svetega Sigismunda. Ta nas pa popelje v Celje. Namreč s Celjani je to povezano to, da je bil takratni vladar, mogočni ogorski vladar je bil Sigismund Luksemburški, on je bil poročen za Barbaro Celjsko. In tukaj na Ptujski gori si je očitno data postaviti oltar svojih zavetnikov. Tako imamo svetega Sigismunda Nemškega in pa sveto Barbaro, ter zraven še sveti Erazem. Spodaj pa ta pod Sigismundom ta kača, ki je svoj rep in tako značilnost. Zraven pa nad tabernaklem vidimo pa čudovit baldehin, ki je tako imenovani celjski oltar, celjski baldehim. Na vseh 4 straneh je celjski grb oziroma grb celjskih grofov, torej gre za dar, ki pa je nekoliko okrnjen, sicer zelo lepo narejen iz kamna baldehin, bil je na začetku na sredini bazilike, sedaj pa je postavljen na stransko kapelo, ker je zdaj nad tabernakljem. Malo okrnjen, pravim, te maske in te okraski so uničeni tekom časa, bili. Je pa še vseeno zelo močna in lepa stvar. Kipi na vseh 4 stebrih se žal niso ohranili, tako da so zdaj sam prazen prostor, so pa nastavki in pa majhni baldehinčki, zelo lepe gotske izvedbe nad vsakim stebrom. Ja, zelo fina obdelava kamna in tudi gre za posebno vrsto kamna, drugačno? Verjetno majčkeno drugačno je, ker dejstvo je, da bazilika naj bi bila zgrajena iz peščenjaka, tudi ene posebne peščenjak naj bi bil podlaga za vse te kipe. Če se osredotočimo na glavni relief, glavni kip Marije Zavetnice s plaščem, naj bi šlo za en kos kamna in zelo lepo sklesano in spodaj pod plaščem 82 oseb, seveda obeh spolov, vseh vrst ljudi, vseh stanov, vseh starosti, od papeža do reveža, do vsega. In pa Marija kot tista, ki široko razprostira plašč oziroma roke in vabi ljudi k sebi, v roki pa drži Jezusa. Zdaj je trenutno postavljena oziroma tako postavljena Marija, da je čim bolj
podobna prvotni. Namreč tekom zgodovine so tudi oblačili Jezusa, pa Mariji, pa je imela Marija, rdeč plašč, pa tako naprej, ampak zdaj so ugotovili, da je najbolj verjetno, da je bil to zelen plašč in pa tudi Jezus takšen, kot je zdaj, ne oblečen in da ni tistih okraskov. Zakaj je Marija, zavetnica s plaščem na Ptujski gori, tako pomembna? Jaz sem se veliko naučil od teh umetnostnih zgodovinarjev. Namreč Marija na Ptujski gori, ta relief združuje dva pomembna elementa ali pa motiva gotska, namreč Lepa Marija, Lepa Madona, kot se imenuje, in pa zavetnica s plaščem. In pravijo, da je to prvi primerek združitve teh dveh gotskih motivov. Zato sodi v tem delu Evrope v sam vrh. Ne. In res to vidim, kako hodijo zdaj to mehko gotiko, visoko gotiko, ko smo že prej omenili, kako hodijo, zlasti Francozi to zelo cenijo. Te francoske skupine mlajših upokojencev, pa tudi navadnih ljudi, res z zanimanjem prihajajo gledati to umetnost, to gotiko in njim je zelo lepo razlagati. Sicer jaz ne znam francosko, ampak pol prevajajo vodiči. Drugih skupin pa seveda Madžarska, Nemčija, Avstrija, Hrvaška in pa Poljska. Poljski romarji prihajajo predvsem zaradi bogoslužja. Tukaj imajo svoje duhovnike in obhajajo tukaj svoje bogoslužje. Teh je, bom rekel, zdaj v teh mesecih vsak teden vsaj 3 skupine, 3 avtobusi. No. Verjetno je res nekaj posebnega, če pridejo ljudje, ki bolj specifično tudi poznajo zgodovino, ki, kot pravite, tudi ločijo različne vrste gotike in tako dalje, ne? Absolutno, in jaz z veseljem to prisluhnem. To, ko pridejo študenti, ko profesori razlagajo, to je nekaj neverjetnega. Ne? Zanimivo, zdaj sem že majčkeno pozabil, ena značilnost je še tukaj na Ptujski gori, namreč če se vrneva k oltarju Marije druge Eve, je tukaj ena značilnost, ki se šele potem v francoski umetnosti oziroma v italijanski umetnosti uporabi. To, da ima Marijina roka prav udolbeno noter, da se vidi, kako drži kožo Jezusa Kristusa. Dejte Jezusa. Prav tako vidiš, da je noter, ne? Da je močen prijem, da ni sam dotik, ampak da je noter. Ne? In to se potem dejansko že na Ptujski gori kot eno prvo pojavi, na to pa potem kipari šele v Italiji in potem začnejo tudi tako podrobnost, bi človek rekel, šele uporabljati. Ne? Zanimivo ste na to pozorili, ne vem, če bi opazil, je pa izredno zanimivo, ker res pokaže na mehkobo kože na nek način. Ne? Tako, točno to. Ne? In pravi tale profesor, ki je to predal, je rekel, to je na Ptujski gori bilo eno izmed prvih, šele potem se začne uporabljati tudi, da pokažejo mehkobo in nežnost. Ne, tudi. Je pa zanimivo, koliko oblik po cerkvi se odraža potem tudi v samih oknih in seveda te izjemni vitraji, ki ustvarjajo svetlobno, barvno vzdušje, so neverjetni. Ne? Kaj lahko o tem poveva? Ja, res je. Kot vidite, je kar več teh obdobij pustilo svoj pečat. Ni samo, da je tukaj gotike, je potem močen barok. In glavni oltar je čist baročni, 1776. In krasen barok, ki imamo te marmornaste štukature in pa zanimivo, marmornati kipi so iz marmorja, ki so pa prebeljeni. Ne? In lepo sovpada, lepo je udelano noter tudi ta Marija zavetnica s plaščem in seveda še ostali baročni kipi, kot smo pa rekla, pa se bi mogoče res na tale okna. Prvotna okna se niso ohranila, tako da ne vejo točno, ampak potem so se pa v 80 ali pa 70 letih umetnostni zgodovinarji odločili za abstraktno umetnost. Še ena značilnost, ki jo recimo poljski romarji zelo pograbijo, je to, da je v tem obdobju, ko so baziliko oskrbovali oziroma Ptujsko goro oskrbovali patri jezuiti, so oni tudi dali narediti
ekipe nadnaravnih velikosti, in sicer vseh Marijinih sorodnikov oziroma Jezusovih sorodnikov po Marijini strani, ki so omenjeni ali v izročilu ali pa v evangeliju. Tako srečujemo te in ti sorodniki so kar zanimivi, no, ker lahko marsikaj povejo in so nagovarjajoči. Kasnejše obdobje še prinesel v baziliko dve stvari, in sicer 2 kamniti niši svetega Maksimilijana Kolbeja na desni strani in pa križopod, kamniti križopod zadaj pod korom. Seveda kor kot takšen, ko ga gledava, ne, pevski kor, ni iz tistega prvotnega obdobja, to je kasnejši, tam imamo tudi letenco, ne. Gre za 1696, ko nastane ta kor, se pravi konec 17. stoletja, takrat tudi je priženca in določene spovednice. Kar se mi zdi, da zelo radi umetnostni zgodovinarji poudarjajo, da je priženca kar visoke vrednosti, zato ker je izredno lepega lesa. Zgoraj na baldehinu pa so upodobljene 3 kardinalne kreposti, se pravi vera, upanje in ljubezen. In vse 3 zgoraj, ne, so ženske upodobljene, tako da ima svoj pomen. To se vedno malo pohecam, ne, kako se ženskom dobro zdi pol. Ja. Ampak ta les je res nekaj posebnega in izstopa, ne? Že po barvi in teksturi. Zelo, se pravijo, niti pa ne vejo točno, kakšen naj bi ta les bil. Nekateri pravijo, da je to oreh, nekateri kaj druga, ampak je pa izredno kvaliteten in še zelo lep, če računate, da je to bilo 17. stoletje. Ne? Ja. Se zanimivo, svet se spreminja okoli nas, potem prideš po tak prostor in na nek način čas obstane oziroma se vrneš, ne? Ja, res je. Pater Toni Brinjevc, povejte nam kaj o romanju kot pojavu. Kako se je spreminjalo v času in kakšne običaje vse so ali še imajo romarji? Ja, romanja so ustaljena praksa domala vseh religij. In se mi zdi, da ta romanja so od vsega začetka, že Abraham je v Stari zavezi Romov, ne? In se mi zdi, da romanja so vedno še bolj aktualna, ne? Ljudje radi romajo, če pogledamo sam Camino, ne, ta Jakobovo pot, koliko ljudi vsako leto obišče. Ker romanje pomeni ne samo pot od točke A do točke B, ampak pomeni pot tudi k sebi, v sebe. In tudi sebe spreminjati pomeni romanje. Ne? Ti greš, malo zapustiš ustaljene in se napotiš tudi do sebe, spoznavaš sebe, kdo si, kaj si in narediš kak sklep in tako naprej. Tako da se mi zdi ta vidik romanja mogoče zelo pomemben in se zelo aktualen za današnji čas. Izpostaviva še kakšno posebnost? Ja, jaz bi izpostavil še to baročno stopnišče, ki ga varujeta sveti Janez Kapistran in pa sveti Florjan in pa 2 mogočna angela. Je res, da je baročno, ima pa svoj čar, ne. In pa potem, ko smo že od začetka omenjali to visoko obzidje, tukaj, ko pridemo po tem stopnišču gor na levo stran, še vidimo, kako visoko je bilo stopnišče in vidi se še čudovita strelna lina. Zdaj pa za konec, pa še greva v zimsko kapelo. Krasno. To ne pokažem vsakdo. Tako tudi nekaj. Ja, te vidi. Ker tega ne vidi vsak, je pa to sploh nekaj posebnega, kamor ste nas zdaj odpeljali. Ja, res je. Odpeljal sem nas v zimsko kapelo. Tukaj mi tu patri, tukaj še zadnjič me je nekdo po mailu spraševal, če še živijo patri na Ptujski gori. Še živimo in tukaj smo 4 patri, ki oskrbujemo to svetišče, tukaj vsak dan 2krat molimo. Gre pa za stražni stolp. Ohranjen je še od tega obrambnega obzidja, je ohranjen od 4 stolpov samo še en stolp in v tem stolpu se je kmalu oblikovala tudi kapela, kjer pa hranimo še 3 reliefe, kamnite reliefe, zelo pomembne takšne umetnostne vrednosti iz obdobja 1410 oziroma 1400. Gre pa za 3 izredno lepe kamnite reliefe, poklon 3 kraljev, Marijino zaspanje in pa angele z grbi.
To je res zelo čudovito. Jaz sem bil presenečen, ker sem tisto leto, ko sem prišel sem, to je zdaj sem že tretje leto tukaj začelo teči. Prvo leto, ko sem bil, so prišli celo umetnostni zgodovinarji iz Anglije, iz Londona in so rekli, vem, da imate vi nek relief, poklon treh kraljev, a lahko to vidimo. In so potem bili tukaj cel dan in preučevali ta peščenjak in kako se lahko to naredili. Ne? Namreč za Marijo velja, da ona niti ni umrla. Pravi, da to gre za Marijino zaspanje, ker Marija je z dušo in telesom vzeta v nebo, njeno telo ni strohnelo in zato je to kot eno zaspanje in tukaj vidimo, kako Marija leži in dejansko kot bi spala, okrog pa so apostoli, ki so je pač nekako vzeli pod okrilje. Pater Toni Brinjevc, hvala za pogovor in vse dobro vam želim. Tudi jaz se vam zahvaljujem za vašo prijaznost, za vašo odprtost in da sem lahko bil vaš vodič na Ptujski gori. Hvala lepa in lep pozdrav.